Z nami pa je že gledališki igralec, bivši državni prvak v recitiranju števila pi, rekorder v sestavljanju Rubikove kocke pod vodo in edini voditelj v zgodovini malih sivih celic, ki mu ni ime Pavle. Nik Škrlec. Pozdravljen, Nik. Lep pozdrav. Živa. Kaj se dogaja v Drami? Ogromno stvari. Tam si v službi, ne? Tako je, do konca tega meseca sem še tam v službi. Kaj pa potem? Potem pa sem se odločil, da poskušam malo poleteti po drugih stezah. Dal si odpoved. Na nek način. Kje pa je lepš, kar se gledališča tiče, kot v Drami? Morda nikjer, ampak to grem zdaj pogledat. Nik, vem, da imaš svoj YouTube kanal. Ja. In sem šel gledat. A res? In sem si predstavljal, to bojo pa posnetki teatrskih dogodivščin. Hamleta. Za kulisja, za odrom, mogoče už snemal malo Zrneca, ne vem kako se, karkoli. Ampak ne, na tvojem YouTube kanalu je malo gledališkega življenja. Največ se ukvarjaš z Rubikovo kocko in recitiranjem števila pi. Kako to? A so to pomembnejše stvari? Jaz mislim, da so to vse iste stvari. Ker jaz ne verjamem v to, da ljudje počnemo različne stvari, jaz mislim, da počnemo samo eno stvar, samo da se pač zrcali na 3000 frontah. In jaz rad ogromno front držim odprtih. Ker ima gledališče veliko skupnega s pijem. Ja, zato sem tudi naredil predstavo, ne gre vse v pi. Rekorder v recitiranju števila pi, se pravi decimalk, ki jih je, kot vemo, neskončno. Tako. Katera je 512? 512,7. Zafrkavam te. Ker sem videl, da si že... Ne sem tako rekel, nisem čekal zdaj, da ga bom zjebal, pa halo. Na zadnjem tekmovanju, na zadnjem prvenstvu si recitiral pi na 3014 decimalk. 3141. 141. Ker to je pi, 3,141. 3,141. Ja. Ok, 3000. Tvoj naslednik te je prekosil z recitiranjem na 3333 decimalk. Zakaj take čudne številke? To si sami določite? Ali? Ja, nekako, ko se spraviš to učiti, si rečeš, ok, dokot naj se naučimo, ne? In ker je neskončno, je fino vzeti en mejnik. Moj naslednji bo 33333. In ko se naučiš pi na 3141 decimalk, kaj pa 3142, jo veš? Jaz sem jo vedel, ampak potem nisem povedal, ker se mi je zdelo škoda uničiti te cifre. Mislim, ker si predstavljam, ko se enkrat učiš, veš, ne moreš, te pa ne bom pogledal. Ti si pa ne bom pogledal. No, katera je 3015? 3142? Dve. To pa 43. To pa ne vem. Jaz mislim, da gre tako neki, da je 2 pa pol neki, 2,1 pa tako naprej. Rubikova kocka. Zelo si spreten, vem, ker sem te gledal z Jocetom Robežnikom v njegovi stvari na YouTubu. V 30 sekundah, menda, jo sestaviš v povprečju. Ampak postavljal boš pa rekord ker tu nisi najhitrejši. V normalnem stanju. Ampak postavil bi rad rekord pod vodo. Zakaj? Zato, ker ga lahko. Pač pod vodo, veš, je še en kup drugih faktorjev, ki se vpletajo in držanje sape recimo drastično omejuje zmožnost treznega razmišljanja, ki pa je slučajno ful potrebno, da rešiš kocko. In kakšen bo rekord? Na čas? Ne, na kocke. Na kocke. Koliko veliko? 9 kock. Ja. Nisem na YouTubeu videl na 10. Tako je. To je bil prvi plan. Ampak to se je izkazalo precej težje, kot sem mislil. Pretežko. Ker je res zaribano. 9 bo dovolj. Ja. Daj nam zdaj še za demonstracijo sestavljeno kocko. Ja, moraš jo zmešati. Zmešati? Fajn ti jo bom zmešal. Ja, orenk jo zmeši. Po 20 potezah. Vem, da si ljudje predstavljajo, toliko fajn jo lahko zmešam. Če jo dolg mešam, potem jo res ne bom mogel. To je isto, kot karte. Ne moreš jih bolj zmešati kot zmešane. Ko so enkrat zmešane, ker si zmešan, ni poti nazaj. Tako kot mi dva. Ok, čakaj, da ste bom štopal. 3, 4 zdaj, prav? 3, 4 zdaj. A se lahko vmes pogovarjaš? Lahko vmes recitiraš pi? Ja, povej, kaj? 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9,3,2,3,8,4,6,2. 3,8, tle sem se zgubil s pijem, kaj bom moral to končati, veš? Oboje ne gre naenkrat. Ja,
Preveč hočeš od mene? 19 sekund, 20. Wow! 20 sekund! Noro, noro. Pri Jožetu je bilo 30. To je Jonas efekt. Hvala lepa, hvala za tvoj obisk. Nik Škarlec!